Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Dober dan, dragi poslušalci, in dobrodošli v minutah za dobrodelnost v oddaji Karitas, v kateri bomo predstavili še eno dobro prakso omenjene dobrodelne organizacije, in sicer ambulanto za brezdomce oziroma vse brez zdravstvenega zavarovanja, ki deluje že 20. leto v štajerski prestolnici. Z nami bosta to dobro prakso delila oziroma opisala, nekako orisala generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun in diplomirana medicinska sestra, ki deluje v tej ambulanti že vse od začetka, Amra Čaplja. Zdaj pa najprej lep pozdrav obema. Ja, živijo. Pozdrav. Gospod Bračun, 20 let ni malo in da ambulanta še vedno deluje, se je očitno tudi izkazala potreba po tem, po njej. Oziroma bi vas vprašala za začetek, kakšne potrebe so narekovale njeno ustanovitev? Vsekakor so naši predhodniki vse od ustanovitve Karitas, to se pravi pred 35 leti, zaznavali, da je potrebno poleg humanitarne pomoči zagotoviti tudi osnovno zdravstveno pomoč. Tako je vse od leta 1990, ali so to bile brezdomne osebe, ali so to bile osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Veste, da je v tistih letih bilo tudi veliko vprašanje izbrisanih in pa tudi oseb, ki so nekako potovale skozi ali Maribor ali pa Slovenijo, in se na en način znašle v neki neljubi zdravstveni situaciji. No in tako smo potem tudi pri Karitas Maribor, kjer smo bili zelo aktivni na področju, to se pravi brezdomstva, vprašanje tega področja pokrivati, in pa na drugi strani tudi ljudi romskega vprašanja, ljudi v marginalnih skupinah, nekako prišli do zaključka, da je potrebno na tem področju nekaj narediti na širšem področju Mariborske regije. Seveda je tukaj dobra praksa bila že postavljena v Gradcu, Karitas Graz, kjer so si šli zdravniki in pa, to se pravi, odgovorne osebe to pogledati, Marijin ambulanc, in tam videli prve začetke. Je pa odločilno vlogo vsekakor odigral vsem nam dobro znan dr. Doblihar, ki je podobno ambulanto že vzpostavil v Ljubljani. In pa mogoče en tak, bom rekel, ta spodbuda je bila pa tudi večja donacija, ki jo je takrat dala Višja šola Akademija, ki še tudi potem je večkrat spremljala in podprla to ambulantno delo. Seveda pa brez zdravnikov, ki so se na tem mariborskem področju vključili in pa zdaj lahko po 20 letih rečemo, da uspešno delujejo vsem tem času in beležimo kar 47 zdravnikov in 2 zobozdravnika, ki redno prihajajo. In vidite, da iz neke potrebe se je rodil program, ki je sicer na začetku bil koncipiran mogoče zelo kratek čas, ampak na drugi strani pa vidimo, da tudi v letu 2024-2025 obravnavamo več kot 80, skoraj 90 pacientov, kar totečno vodimo 1000 pacientov, in iz 38 držav, največ seveda iz Slovenije, potem je bil še skupne države, tako da je nekako na koncu vidimo, da je ta program prerastel neko, bom rekel, nek projekt, in da je zdaj ob vsem tem času na eni strani velika humanitarna nota zdravnikov prostovoljcev, na drugi strani pa lajšanje stisk, zdravstvenih težav na eni strani, na drugi strani pa tudi socialni stik, celostna obravnava človeka, ki je v stiski.
Pa tudi je že nekako utečena praksa po vsem povedanem oziroma slišanem, da si težko predstavljajo, sploh tisti, ki so pri vas, da vas ne bi bilo. Morda samo omenimo še to, v katerih prostorih deluje, če vas kdo potrebuje, da vas lažje najde. To se pravi na Karitas Maribor, Štrosmajerjevo 15. Od ponedeljka do petka je prisotna med 7. in 15. uro vedno diplomirana medicinska sestra. Zdravniki so pa glede na potrebe 3-krat na teden, to pa bo bolj natančno povedala moja sodelavka Amra. In ki je tudi ta diplomirana medicinska sestra, ki ste jo omenili, gospa Amra Čaplja, iz prve roke pa lahko od vas izvemo, kako se spominjate začetkov, zato ker ste tudi sama od samega začetka zraven. Drugače, moji začetki tu so se začeli, kako bom rekla, z dr. Dopliharjem, kot ga je generalni tajnik že omenil. To je bilo vsak dan nekaj novega. Mislim, praksa ni, bom rekla, tako kot zdravstveni domovi, bolnica, dobro sprejem pacienta, ja, obravnava, ampak čisto drugačen način, kot to delajo v ustanovah zdravstvenih. Začetki so bili kar, bom rekla, težki, nekatere stvari je bilo pač, kako bi rekla, nekako nismo vsega mogli, pač obravnava, ja, z našimi zdravniki, ampak pol pa so bila plačila, pošiljanje v bolnišnico, ki je to pač na začetku še se praksa delala, kako bo to potekalo, kdo bo plačeval in pacienti so hodili, ne vem, z računi, ampak zdaj po 20 letih nam je to kar v nekako, bom rekla, majhnem prstu, tako da to zdaj poteka brez težav. Obravnava celotna, tudi urgence, pošiljanjem naprej. Je pa res, da na začetku smo imeli kar dosti več populacije brezdomnih, mimoidočih, azilantov, propadlih SP-ovcev oziroma podjetnikov. Zdaj pa bom kar rekla, da se to tudi malo umirja, sicer še jih je, ampak ne več v tolikem številu, kot je bilo. Kdo pa so torej tista večina ljudi, ki je pri vas, ki jim vodite kartotečni zapis tudi njihovega zdravstvenega stanja? Zdaj k nam sicer prihajajo vse populacije, kar pomeni, bom rekla, tudi iz celega sveta. Mislim, migranti, tujci, tudi slovenski državljani, ki ostanejo brez socialne podpore, pač bom rekla, tudi kar nekaj zadnje čase brez stalne zakonite prijave v Republiki Sloveniji, s tem, da so slovenski državljani in pol takoj nima osnovnega zdravstvenega zavarovanja, drugam se nima kje obrniti kot k nam, dokler si pač ne uredijo stalno zakonito prijavo. Romska populacija, bom rekla tudi iz bivše Juge, pač na sklepanje familije, mislim, preden vize dobijo, tako da to nekako, bom rekla, v vseh različne, no, bom rekla, narodnosti. Kako pa, gospa Čaplja, vi gledate povsem osebno na te ljudi, ki potrebujejo pomoč, povsem iz zdravstvene etike? Pač nekako do vseh sem enaka, bom rekla, gledam na vse enako. Ni privilegij ali pa karkoli, obravnave so vse, tudi z moje strani, z zdravniške strani, so vse obravnave enake. Kar korektne. Pač nekdo potrebuje, korektno tudi naprej pošljemo, tako da jaz mislim, da dobijo vse, kaj pač potrebujejo tu pri nas, kolikor je v naši moči. Imate radi svoje delo? Glede na to, da sem skoraj že 20 let tukaj, mislim, da ga imam, da še sem kar pa še naslednjih 20 let. Tako, in želimo vam, da bi tako tudi ostalo. Zaenkrat pa najlepša hvala obema. Mislim, da smo orisali razmere pri vas, povedali, zakaj je pomembno, da se ambulanta še naprej ohrani in morda samo, gospod Bračun, ob zaključku še kakšni načrti, širitev, je kaj takega v mislih? Ob posvetu, ki so ga pripravili zdravniki prostovoljci, je posebej bilo izpostavljeno, da si želimo, da takšne ambulante čez 20-25 let ne bi bilo več potrebno, vendar se nekako postavlja strah, da ob vsem, kar vidimo, da sedaj prežema osnovni zdravstveni sistem, se bojimo, da tudi v naslednjih 25 bo ta pomoč še kako potrebna. Kar bi še želel posebej počrtati je, da ta ambulanta ni zgolj vračanje k zdravju,
človeka skušajo zdravniki in pa socialni delavci in pa tudi sodelavka, diplomirana medicinska sestra, sprejeti v vsem njegovem dostojanstvu. To se pravi človeka kot človeka. Zdravniki so nekako povedali, da niso prizadeti zgolj telesni, organski sistemi, to se pravi, ne boli srce ali pa roka, noga, pač pa je mnogokrat tudi so težave na psihičnem področju, težave v duševnem zdravju. In tukaj nastopijo na eni strani naši zdravniki, prostovoljci, psihiatri in pa tudi socialna služba, ko je potrebno urediti papirje. In tukaj mislim, da je največja dodana vrednost ambulante in tudi, če mi uredimo vse papirje za nekega človeka, on še vedno čuti, da je bil tukaj sprejet kot človek in se rad vrača in to Amra za svojimi zdravniki, prostovoljci doživlja in zato smo zelo, zelo hvaležni, da človeka sprejmemo kot človeka. Najlepša hvala za to zaključno misel, s katero bomo zaključili naš pogovor. Najlepša hvala obema, Darko Bračun vam in tudi vam, gospa Amra Čaplja, da bi le lahko še pomagali naprej vsem, ki so pomoči potrebni. Hvala lepa. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet. Škofijska Karitas Koper prosi za pomoč starejši osebi, ki živi z rejenko nečakinjo. Prejema nizko pokojnino z varstvenim dodatkom in se že dlje časa sooča z večjimi zdravstvenimi težavami. Živita v starejši manjši hiši, ki je potrebna prenove in že nevarna za bivanje. Posebej nujno je potrebno urediti električno napeljavo, ki je zastarela in resno ogroža varnost. Del stroškov boste pokrili sami z lastnimi prihranki, za nakup preostalega materiala za elektroinštalacijo pa prosita za vašo podporo. Z vašo pomočjo bo tako njuno življenje varnejše in dostojnejše. Pomoč pa lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen: zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni oddaji Karitas smo se pogovarjali z generalnim tajnikom Nadškofijske Karitas Maribor Darkom Bračunom in diplomirano medicinsko sestro Amro Čaplja. Ob 20. obletnici delovanja ambulante za brezdomce in ljudi brez zdravstvenega zavarovanja smo z gostoma osvetlili nekaj pogledov, zakaj takšna ambulanta mora delovati. Med drugim v Mariboru na Štrosmajerjevi, v prostorih tamkajšnje Karitas, človeka, ki pride, sprejmejo in obravnavajo celostno. Medicinska sestra Amra Čaplja je povedala, da je zaradi hvaležnosti teh ljudi vsak dan v službi lažji in lepši. Tako, dragi poslušalci, to je bilo vse za danes. Hvala za pozornost. Naslednjič, ko se oglasimo, pa bo že november. Do takrat pa vas lepo pozdravljam. Maja Morela Čuk. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.